Moram reči, da sem bil zelo zadovoljen, ker je direktorica res obrazložila ti 2 leti. Mi smo imeli velike probleme zapirati finančno to, ker proračuna morata biti uravnotežena, in po zelo dolgem času nam je to uspelo. Seveda so bila vprašanja in zdaj imamo čas do predloga, ki bo 21. decembra, da se s svetniki uskladimo in pa da pridemo pravzaprav z vprašanji, ki so bila danes izpostavljena, da skušamo rešiti še tiste pomisleke, mogoče pri kakšnih postavkah, da se da denar prerazporediti na druge projekte. Kako bo razporejen dobršen del proračuna? Na investicije? Poglejte, mi imamo zakonskih obveznosti več kot polovico. Nekako v 17 zaradi dokončanja knjižnice pričakujemo tam nekako za delovanje nekih 54 oziroma 46%, medtem ko pa v letu 2017 pa mnogo manj, enostavno, ker ni razpisov strani države Evropske skupnosti, ampak jaz sem še vedno optimist, ker finančna perspektiva 16-20 teče in pričakujem, da v 17 in 18 bojo razpisi in da bomo tam ustvarjali to dodano vrednost, ki nam zdaj manjka. Proračuna sta težka 19,9 milijona pa 17,5 za 2018, tako da gremo pogumno naprej. Je pa res, da kolikor ne bo razpisov, bo toliko manj investiranja v projekte. Svetniki so sprejeli tudi sklep oziroma odlok o ustanovitvi skupnega organa medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Radovljica in Naklo. Tukaj sem bil zelo zadovoljen, da smo se zdaj od osnutka do tega predloga današnjega, ki je bil sprejet, z občino Naklo uskladili. Obe občini sta že sprejeli osnutek. Danes smo mi kot prvi sprejeli tudi predlog, tako da je še občina Naklo na potezi. Na svoji prvi seji bojo ta predlog sprejeli in od 1.1.2017 bo ta odlok deloval in bo skupna, bom rekel, uprava na področju predvsem inšpekcijskih služb in pa redarskih služb.